Člani kulturnega društva Likovnikov Kranj so dosegli več uvrstitev likovnih del na regijskih razstavah Javnega sklada kulturnih dejavnosti Slovenije. Okroglo in oglato in videz tipnega, izjemna dela pa so se uvrstila na državno razstavo. Ustvarjajo risbe, akvarele, olja in akrile, kolaže, motive v akrilu, grafike, dela v tehniki sitotisk, slike po podobah starih mojstrov in fotografije. Razstavišče v Domu krajanov Primskovo je postalo domicil društvenih tematskih skupinskih razstav, ki jih ustvarjajo člani kulturnega društva likovnikov Primskovo spomladi in jeseni. Ob Kokri so našli jesenske motive za odlične pejsaže in se sprehodili po kanjonu Kokre navzgor do prostora Kosorep in ujeli njegove lepote na slikarsko platno. Letošnja razstava ima naslov Jesen v Kranju in na Gorenjskem. Slike so bile izdelane na temo jeseni, večinoma so bile ustvarjene na likovni delavnici na Primskovem, kjer so slikarji na terenu risali in dodelali v likovnem ateljeju. Nekaj je tudi prosta tema, rdeča nit pa je jesenska barva. V kulturnem programu je nastopila pevska skupina Bodeče neže s Primskovega pod vodstvom Mateje Urbiha. Predsednik kulturnega društva Likovnikov Kranj Rajko Bogataj je orisal delo društva v času zaostrenih epidemioloških razmer, ki pa je bilo zelo aktivno. O nastanku razstave je dejal. Svetom je uspelo postaviti razstavo tukaj na Primskovem, ker nas gostoljubno sprejmejo v Kranju. In razstava je z naslovom Jesen v Kranju in na Gorenjskem. Kako vidite, na slikah so se slikarji kar držali teme. Nekaj slik smo narisali na likovni delavnici pred 10 dnevi tukaj na Primskovem tudi. Nekaj so jih pa potem na osnovi fotografije in raznega okolja, v katerem so bili v jesenskem času, tudi narisali slikarji sami. Jesen v Trst možila, lepega fanta sem dobila, ven nosila bil klobuk, kot cilinder bo visok. Ven nosila bil klobuk, kot cilinder bo visok. O umetniških kreacijah je spregovorila Petra Vencel, univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka in kritičarka. Pa vendarle jesen je najlepši letni čas, vsaj kar se barvitosti tiče, kajti ni letnega časa, ki bi bil tako barvit, kot je prav jesen, in prav zato tudi nagovarja slikarje v svoji paleti. Tokratni avtorji so se potrudili v najrazličnejših tehnikah upodabljati pokrajino, ki nas obdaja. Če se ozremo po slikah in se sprehodimo od avtorja do avtorja, lahko vidimo, da avtorji uporabljajo različne tehnike. Tako naprimer tukaj na začetku Maja Ahačič v žareči tehniki pastela opisuje barvito jutro ob sončnem vzhodu. Milena Blatnik je nova članica in je za svoj motiv izbrala spomin na stari most pri sotočju Rupovščice in Kokre. No, prav tak motiv, oziroma z tega istega predela, ga je to stanje z lavirano risbo upodobil Branko Škofic. Sledno je, rekel, je na ekspresivnih barvnih nanosih prikazal tudi Franc Bešter, pa tudi Ivan Žibrat je upodobil bolj reduciran kolorit.
Jesen prinaša tudi meglo po kotlinah. Medtem, ko se gore pogosto kopajo v soncu, nam v atmosfersko naglašenem delu sporoča Marjan Burja. Storžič v soncu, spodaj z atmosfersko sliko megle, ki je značilna za te mesece. V osrednjem delu, tam zadaj, pa se predstavljajo tudi avtorji fotografij, poleg že omenjenih slikarjev Rajka Bogataja, Metoda Prašnika in Dragice Kurilo, pa svoje jesenske motive predstavljata tudi Jurij Kurilo in pa dr. Drago Papler. Oglejte si jih, zanimivi detajli, zanimive sence, uporaba pač jesenskih barv in oziroma jesenskih dolgih senc. Za konec bi vam popestrila večer še z eno pesmijo, stara iz arhiva, glede na tematiko današnje razstave, ki ima naslov kot razstava Jesen. Neslišno, kakor rahel vetrič, v gozdove je prišla jesen. Oblekla jih je v zlate barve, v meglic zavila jih kopren. Ščebenja lastovk ni več čuti. Na jug odnesle so jih njih peruti. Le mrzel dež po strehah ropota, otožnim mislim duša se preda. Odeja bela gore je pokrila in mrzle dneve zime naznanila. Spet tiho, tiho in belo bo vse. Tak tiho, da pesem na ustnih zamre. Na razstavi sodeluje 16 članov kulturnega društva likovnikov Kranj: Maja Ahačič, Franc Bešter, Rajko Bogataj, Marjan Burja, Dragica Kurilo, Jurij Kurilo, Boštjan Močnik, Ana Marzidovšek, Borut Ovsenek, Drago Papler, Metod Prašnikar, Franc Rand, Drago Reš, Branko Škofic, Jože Valenčič in Ivan Žibert. Rajko Bogataj je povedal, da so se v društvu odločili za izvedbo novega dogodka, da izvedejo vsake 3 mesece ocenjevanje del njihovih članov. Skupaj z Boštjanom Močnikom, predsednikom natečaja, Nekaj se pa le dogaja, sta podelila unikatne diplome za najboljša likovna dela in fotografije za 3-mesečno obdobje julij-september 2021. Prvo mesto so dodelili fotografiji Prekmurje, pridih jeseni, avtorja Metoda Prašnikarja, drugo mesto fotografiji Zdravilno blato, avtorja Draga Paplerja in tretje mesto fotografiji Portret Are, avtorja Jurija Kurila. Med likovnimi deli je prvo mesto dobil pastel Odmev svetlobe, avtorja Boštjana Močnika, drugo mesto akril Flora in fauna, slikarja Romana Verasa in tretje mesto akril Čarobni gozd, slikarke Dragice Kurilo. Boštjan Močnik je povabil k naslednjemu natečaju likovnih in fotografskih del, ki traja od oktobra do decembra 2021. Več fotografov, pozvali ste se pri fotografije do 25. decembra. Zasujte me. Likovno razstavo Jesen v Kranju in na Gorenskem je odprl predsednik sveta krajevne skupnosti Primskovo Matevž Ribnikar, pevska skupina Bodeče neže Primskovo pa je strnila prijeten kulturni dogodek v počastitev praznika krajevne skupnosti Primskovo, druge največje krajevne skupnosti v mestni občini Kranj. Jaz še bom, kar pisam teč, oj, ladi dreja, ti pa ne boš več fantač, oj, ladi drom, ti pa ne boš več